Dobrodošli v vrtincu. Pri poškodbi ali ko nas bolečina spremlja dolgo časa, se velikokrat sprašujemo, na koga naj se obrnemo s svojim problemom. Lahko bi rekli, da se posamezniki, ki se prvič srečajo s težavo, velikokrat najprej obrnejo na zdravnika. V večino primerov jim zdravniki predpišejo zdravila za lajšanje simptomov, lahko pa jih usmerijo tudi na fizioterapijo. Zlasti aktivni športniki in rekreativci, ki se večkrat srečajo s poškodbami in raznimi težavami kot posledicami športa, pa se v večini obrnejo direktno na fizioterapeuta. To jim omogoča hitrejšo vrnitev k športu, hkrati pa jih lahko fizioterapeut usmeri naprej, če presodi, da potrebujejo obisk pri zdravniku ali specialistu. Danes je z nami fizioterapeutka Mirjam Ivančič, osredotočili pa se bova na poškodbe značilne za enega najbolj priljubljenih športov v Sloveniji, pa pravzaprav zelo spomladanskim športom sedaj se začenja zares tek. Dobrodošla, dobro jutro, Mirjam. Dobro jutro. Lepo pozdravljeni. Torej, na kaj moramo biti pozorni, da se pravzaprav užitek pri športu ne spremeni v bolečino in v neko neprestano napenjanje? Seveda moramo biti pozorni na to, da se postopno vključimo v šport, da smo pravilno oblečeni, da se sprostimo pri teku in da ne pretiravamo na začetku. Značilnih tekaških poškodb je kar nekaj, ampak vseeno, katere so tiste, ki bi jih vi postavili v ospredje? Najbolj bi postavila v ospredje poškodbe mišic, recimo gležnja poškodbe, tekaško koleno je zelo značilno, recimo peta včasih boli. No, te poškodbe so zelo pogoste pri... Kmalu se spet vrneva, še prej pa gledalke in gledalci, če imate kakršnokoli težavo ali poškodbo in iz tega naslova vprašanje za našo fizioterapeutko Mirjam Ivančič, nas pokličete v Koper. Naša telefonska številka je 05 66 85 611. Omenili ste tekaško koleno. Gre za poškodbo, ki je značilna za tekače, ki že več let oziroma dlje časa tečejo. Kako si pomagamo pri tekaškem kolenu? Pri temu absolutno moramo najprej malo počivati in prenehati s tekom za nekaj časa. Pomagamo si lahko sami najprej tako, da si hladimo, da se lahko malček namažemo s kakšno kremo, ampak absolutno počitek. Seveda, če obiščemo fizioterapeuta, vam mi strokovno lahko res pomagamo. Kajti pri tekaškem kolenu je značilno to, da pri hoji recimo hodimo in upogibamo koleno samo 25 stopinj. Ko pa tečemo, je pa to 45 stopinj fleksije in takrat se drsa zunanji del, mišica drsa na epikondil kosti in zato pride do vnetja. V takem primeru moramo najprej počivati in hladiti in poiskati pomoč. Prav takšna deformacija stopala nastane v gležnju, gre za zelo, lahko bi rekli, pogosto poškodbo, zvini so različni. Kaj svetujete pri pravzaprav prvi, morda minimalni poškodbi gležnja, ko morda narobe stopimo? No, tako. Pri poškodbi gležnja, prej smo se pogovarjali o kolenu, zdaj pa o gležnju, je najprej pomembno, da prepoznamo, da smo si res zvinili koleno. To je, da smo narobe stopili ali pa da smo nekako padli. In v takem primeru najbolj pomembno, da najprej počivamo, da si hladimo, da si povijemo nogo in jo dvignemo visoko gor. Tako da se oteklina in krvavitev ustavi. Na to je treba pravijo, da moraš potem hoditi, stopiti na nogo, ne pa kar samo držati v zraku in počivati. Nekateri napačno presodijo in potem dolgo časa počivajo. Pri izvinu gležnja je treba stopati in hoditi. Seveda, kasneje pa lahko obiščete tudi fizioterapeuta, kjer vam primerno pomagamo. Že nekdo je z nami poklical naš koperski studio. Dobro jutro, komu in kam? Dobro jutro, Tina pri telefonu z Radomom. Zanima me za sina, star je 11 let, trenira atletiko in ga pogosto boli peta in pa gleženj. Kaj v tem primeru lahko naredimo? Če je športnik vaš sin in če se pogovarjamo o tem, da ga boli gleženj in peta, je očitno pretiraval ali pa se mu je zgodilo vnetje pod peto. To je narastišče mišice, katera se morda zaradi prekratke
muskulature, poškoduje in vname. V takih primerih seveda zopet malo se ustavimo športom, lahko se pa peta za trenutek, za nekaj časa malček dvigne, da se to pomiri. Seveda, če je pa gležen, težave z gležnjem, je pravilno, da se tak mlad otrok sooči z vadbo, ki naj bi bila v smeri stabilizacije gležnja. Torej, naj dela vaje za gležen. Tako. Fizioterapevti, ki kot glavni pristop pri svojem delu uporabljate različne sodobne, ročne, manualne tehnike, delujete na vzrok za nastanek neke poškodbe, ne pa pravzaprav na posledico, kot delujejo zdravniki. Kakšni so vzroki? Omenili ste najprej za tekaško koleno, pa tudi za stopalo, ostali vzroki morda za bolečine v mišicah. Kakšni so vzroki pri teku, recimo? Če se mi pogovarjamo, govoriva o tem, da vprašali ste me, kakšni vzroki so? So za potem bolečino pri teku, za ustvarjanje recimo bolečine v mišico. Kdaj pride do tega? Kdaj pride, kadar pretiravamo, kadar se poškodujemo, če se recimo potem pri tem teku unamejo določene strukture. Seveda, vi ste me vprašali o tem, da najprej ohladimo, najprej umirimo tisti predel, kasneje se pa osredotočimo na vzrok. Lahko je to pritegnitev ligamenta, ligamentarne strukture, poškodba mišice ali pa tudi kite. V vsakem primeru imamo drugačno terapijo.